Živjo, prosili ste me še, da vam posnamem kakšno nalogo iz 6. dela, zato vam bom danes posnela na 120. strani repetitorija 13. nalogo. Naloga se glasi, da je dana potrošna funkcija 5 plus 0,75p in pa g je 20. Torej, zasebna potrošnja je 5 plus 0,75p, g je pa obča poraba oziroma državna poraba oziroma potrošnja, ki pa je 20. Potem nas A del sprašuje, da moramo zračunati funkcijo trošenja in ugotoviti, koliko znaša ravnotežni produkt. Mi vemo, da pri takih nalogah za trošenje pač vzamemo tiste postavke, ki jih imamo. Torej, tukaj imamo C kot zasebno potrošnjo in pa G kot občo porabo. Zato lahko lepo v funkcijo vstavimo naše podatke, torej trošenje je 5 plus 0,75p plus 20. Zdaj lahko to še poračunamo in dobimo, trošenje je 25 plus 0,75p. Vedno pri teh nalogah vam svetujem, da si narišete takšen graf. Tukaj imamo kot 45 stopinj, ki v bistvu razdeli naš koordinatni sistem na polovico, kar pomeni, da vse točke na tem poltraku predstavljajo situacijo, kjer sta trošenje in produkt enaka. Potem imamo neko funkcijo trošenja in pa tale del na grafu predstavlja naše avtonomno trošenje, to je v našem primeru 25, to je ta del trošenja, ki ni odvisen od obsega dohodka. Zdaj pa nas zanima ravnotežni produkt. In mi vemo, da v ravnotežju velja, da je trošenje enako produktu. Zato lahko mi našo funkcijo trošenja zapišemo kot P ravnotežni je 25 plus 0,75p ravnotežni, torej trošenje smo zamenjali s P ravnotežnim, ker vemo, da sta v ravnotežju, tukaj, kjer se funkcija trošenja seka z našo premico oziroma poltrakom, ki razdeli naš koordinatni sistem na pol, sta trošenje in produkt enaka. In zdaj, če to poračunamo, dobimo 0,25 P ravnotežni je 25 in dobimo, da je P ravnotežni 100. To lahko tudi pišemo notri v graf. B del naloge nas sprašuje, kolikšna je ob uravnoteženem proračunu stopnja proporcionalnega obdavčenja. Mi vidimo, da imamo predpostavko uravnoteženega proračuna, kar pomeni, da država vse davke, ki jih pobere, torej vse, kar pobere z davki, tudi porabi v nekem določenem obdobju. In če mi vemo, da je državna poraba 20, to nujno pomeni, da potem je morala država v davkih pobrati 20, če imamo uravnotežen proračun. In zdaj čisto preprosto nas samo zanima, kakšna je stopnja proporcionalnega obdavčenja, torej nas zanima, kakšen delež predstavljajo davki glede na ravnotežni produkt. In lahko to zapišemo kot davki vlomljeno z P ravnotežnim, kar je 20 vlomljeno z 100, to je 0,2 oziroma 20%. Potem pa v C delu nas naloga sprašuje, s kakšno plačilno bilanco bi dosegli ravnotežni produkt 200. Torej, mi zdaj želimo, da je naš ravnotežni produkt, lahko napišemo P ravnotežni 200. Kar pomeni, da želimo doseči spremembo produkta ravnotežnega 100. Ker zdaj je naš ravnotežni produkt 100, je bil, zdaj pa želimo, da bi bil 200. Torej želimo povečati ravnotežni produkt za 100. Lahko napišemo plus 100. In zdaj mi vemo, da za takšne situacije imamo formulo, sprememba produkta je 1 vlomljeno z 1 minus alfa krat sprememba trošenja. 1 vlomljeno z 1 minus alfa, to je multiplikator avtonomnega trošenja. Še nekaj več pa lahko povemo tudi o tej spremembi trošenja. Mi vemo, v našem primeru imamo mi funkcijo trošenja, ki je sestavljena iz zasebne porabe in javne porabe. Naloga nas pa zdaj sprašuje, s kakšno plačilno bilanco bi dosegli ravnotežni produkt 200. Torej, nas v resnici sprašujem, s kakšno spremembo neto izvoza bi mi dosegli ravnotežni produkt 200. Torej, lahko si zdaj predstavljamo, da naša funkcija trošenja izgleda kot
C plus G, kar imamo od prej, plus neto izvoz. Torej, mi želimo doseči spremembo produkta v višini 100 in vemo tudi, da je naša alfa 0,75. To je naša mejna nagnjenost k trošenju, ki jo imamo podano tudi že v podatkih. Takole, tlele vemo, da je 0,75. Ta alfa 0,75, mejna nagnjenost k trošenju 0,75 pomeni, da potrošniki 75% svojega dohodka potrošijo, 25% pa prihranijo. In zdaj poračunamo, da je to 100 je 4 krat E minus U. In kot vidimo, smo zdaj dobili ta multiplikator avtonomnega trošenja 4, kar pomeni, da če se trošenje poveča za eno enoto, se naš produkt poveča za 4 enote, torej 4-krat toliko se poveča. In če zdaj poračunamo, lahko vidimo, da je naša sprememba E minus U je 25, kar pomeni, da imamo suficit v plačilni bilanci. To pomeni, E je večji od U. Pri D delu naloge pa nas naloga sprašuje, s kakšno plačilno bilanco bi dosegli ravnotežni produkt 50. Torej, zdaj bom napisala po ravnotežni 3, neka tretja situacija je pa 50. Glede na to, da je naš začetni ravnotežni produkt 100, vemo, da zdaj želimo doseči spremembo produkta 50 in to želimo znižati produkt za 50, torej napišemo minus 50. Spet imamo isto formulo, zdaj lahko že sami malo razmislite, kakšen bo zaključek, Zdaj, če želimo zmanjšati ravnotežni produkt, verjetno lahko že ugotovite, da bomo rabili imeti deficit. In če mi napišemo minus 50 je naša želena sprememba produkta, tukaj že vemo, da je multiplikator avtonomnega trošenja 4, ne vemo pa, koliko je naša sprememba trošenja oziroma naša plačilna bilanca. In zdaj lahko spet izrazimo tole ven in dobimo, da je potrebna sprememba, torej plačilna bilanca mora biti minus 12,5, kar pomeni, imamo deficit. To pomeni, da je E izvoz manjši od uvoza.